Na Gozdarskem inštitutu gozdarjem najbolj pomagamo preko javne gozdarske službe oziroma z različnimi aplikativnimi projekti. Predvsem gre za identifikacijo škodljivih organizmov, ki jih pač gozdarji najdejo na terenu. Seveda tudi pomoč pri potem načrtovanju ukrepov za preprečitev škodljivih pojavov. Tudi smo nekakšna podpora tudi z različnimi strokovnimi mnenji in pa konec koncev tudi z izobraževanjem v obliki kakšnih objav, delavnic, seminarjev in podobno. V zadnjem času smo pa razvili tudi kar nekaj orodij, ki so lahko gozdarju pri samem delu v pomoč. Tukaj bi lahko izpostavil fenološka modela za osmerozobega pa za šesterozobega smrekovega lubadarja, potem dnevne napovedi požarne ogroženosti, potem ogroženosti zaradi žledoloma, pa dolgoročne modele za različne škodljive organizme in pa tudi verjetnostno napoved sanitarne sečne smreke zaradi podlubnikov. In vsa ta orodja so na voljo mogoče ne samo gozdarjem na terenu, ampak tudi širši javnosti na portalu zdravgozd.si. Gozdove ogrožajo biotski in pa abiotski dejavniki, torej živi in neživi dejavniki. Med neživimi dejavniki so to najpogosteje žled, veter, sneg, suša, onesnažen zrak, v zadnjih časih tudi so vse pogosteje požari. Med biotskimi dejavniki sta pa dve skupini živih organizmov, ki najpogosteje ogrožata naše gozdove, in to so žuželke in pa glive. Tako da v gozdarstvu pri vsakdanji rabi nekak izraz bolezen uporabljamo takrat, ko glive napadajo oziroma okužijo drevo. V primerih, ko pa poškodbe na drevesih povzročajo žuželke, oziroma najpogosteje so to žuželke, pa govorimo o škodljivcih gozdnega drevja. Med najpogostejšimi bi lahko izpostavili recimo mraznice oziroma po domače štorovke. Zdaj gre za okužbo korenin, sicer ponavadi najpogosteje se simptomi najprej pokažejo v krošnji, kakor sem rekel, v tem primeru so relativno nespecifični. Zelo hitro pa lahko potem prepoznamo samo okužbo, seveda, če pogledamo dnišče drevesa in tam odkrijemo pod skorjo oziroma med skorjo in lesom tipične miceljske pahljače. Seveda pa lahko prepoznamo prisotnost teh gliv tudi potem v jeseni, ko se oblikujejo trosnjaki. Recimo zelo pogoste so tudi, če govorimo o iglavcih, zelo pogoste so okužbe na smreki zaradi trohnobnežev. Tudi tukaj gre za okužbe korenin. Okužba se ponavadi iz korenin potem širi po deblu navzgor. Ponavadi se širi po notranjosti debla, zunanji del debla pa ostane neprizadet, zato je tudi pač prevodni sistemi so neprizadeti, tako da lahko drevo zelo dolgo s tako okužbo živi in nemalokrat se zgodi, da potem da praktično pri samem poseku šele ugotovimo za to okužbo in takrat ugotovimo, da je praktično spodnji del debla že povsem razvrednoten zaradi trohnobe. Naše gozdove tudi že kar lahko rečemo več desetletij ogrožajo tudi različne tujerodne glive. Predvsem bi lahko izpostavili zdaj v zadnjem času je najbolj aktualen jesenov žig. Jesenov žig povzroča gliva Heminisciphus fraxineus, ki je bila vnesena v Evropo iz Azije in povzroča okužbe, nekroze, prezgodnje odpadanje listja, odmiranje poganjkov in pa seveda tudi kasneje odmiranje vej in celotnih dreves jesenov. Že več desetletij je pa v Sloveniji prisoten recimo kostanjev rak. No, ta kostanjev rak pa mogoče najlažje prepoznamo po rakastih ranah, ki se oblikujejo na deblih.
ali pa recimo na vejah in v okolici teh ran potem se hitro pojavijo tudi trosišča, ki so oranžne barve in potem najlažje prepoznamo na kostanjih okužbo s to glivo. Zdaj ne moremo pa tudi mimo klimatskih sprememb, ne. Tudi tukaj je, se pravi, zaradi spreminjanja klime so določeni gostitelji, pač določene drevesne vrste na določenih rastiščih pod vse večjim stresom in v teh primerih se pojavljajo novi škodljivi organizmi, nove glive. Na primer, en tak patogen povezan s klimatskimi spremembami je recimo sušica najmlajših borovih poganjkov. To prepoznamo kot že samo ime bolezni pove, po okužbah najmlajših poganjkov. Te se običajno posušijo in odmrejo, še preden se do konca razvijajo. No, sploh v kakšnih ekstremnih primerih, kot je zdaj po kakšnih sušah, pa se to sušenje ne pojavlja samo na najmlajših poganjkih, ampak tudi recimo na celotnih vejah ali pa kar na celotnih, se pravi, drevesih. Potem so pa tudi endofitne glive. Se pravi, endofitne glive so pač glive, ki živijo v svojem gostitelju in dokler se gostitelj ni v kakšnem stresu, se pač ne delajo nobenih problemov. Ko pa se gostitelj pojavi v stresu, največkrat gre za recimo za sušni stres, pa iz te, bi rekel, latentne faze nekako preidejo v patogeno in povzročajo lahko okužbe in odmiranja lahko celotnih dreves, lahko tudi večjih sestojev. Recimo en tak primer je poglenitev bukve, a ne. In to prepoznamo po odmiranju skorje. Ne moremo pa mimo škodljivcev, a ne. Pri škodljivcih pa vemo, da imamo v slovenskih gozdovih največ problemov z lubadarji, s podlubniki, predvsem s smrekovimi lubadarji. No, napad seveda smreke z lubadarjem, sploh v spomladanskem času, ponavadi najhitreje prepoznamo po tem, ko se začne obarvati krošnja. Kasneje ali pa v kakšnih drugih primerih pa napad najlažje prepoznamo po črvini, ki jo podlubniki izrivajo iz rovnih sistemov in se potem nabira ob dnišču dreves. Iglavci se pogosto ob napadu tudi močneje smolijo. Seveda najlažje pa prepoznamo oziroma določimo, da gre resnično za napad s podlubniki, ko pod skorjo oziroma ko v skorji ali pa v lesu potem najdemo tudi rovne sisteme. Tukajle pri zdravju gozda nekako velja podobno kot pri človeku, ne. Bolj je preventiva kot pa kurativa. In zdaj, kaj lahko lastnik največ naredi, je to, da mogoče redno pregleduje svoje gozdove in seveda ob kakršnem koli oziroma odkritju kakšnega škodljivega organizma seveda te prve obvesti revirnega gozdarja, ki običajno oziroma pogosto bo že sam vedel, kako ukrepati, če pa ne, se pa, kot smo prej omenili, v sklopu javne gozdarske službe lahko obrne tudi na nas in potem nekako skupaj najdemo rešitev, a ne.